če se odločamo za neko kariero povezano z videoigrami, je to poslovna odločitev. Zahtevalo bo veliko dela, veliko znanja, veliko veščine. Ne? Najprej šola, vsem to rečem. Prva stvar pa vsake zdaj, kako hitro ti lahko igre ratajo, tudi mogoče problem, da si v bistvu zasvojen z njimi, da ne moreš brez njih. To se mi zdi, da neka zdrava mera, oziroma da si vsaj neko organizacijo narediš čez dan, kaj imaš za narediti in kako boš to naredil, kdaj boš to naredil, je zelo pomembno. No? Igrati potem, ko imamo obveznosti upravljene, je ful bolj zabavno. Ko pa igrati takrat, ko jih nimam. Pa tudi noben ti ne teži. Ja, pa tudi noben. Imaš mir. Živjo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Uživajmo pametno, kjer se pogovarjamo o digitalnih svetovih in kaj vse nam lahko ti ponudijo, če uživamo pametno. Danes bomo govorili o igrah, špilih, igrcah, gamingu oziroma igričarstvu. Področje je široko in zanimivo, gotovo tudi zato, ker ga starejši čedalje manj poznamo. Zase lahko rečem, da sem gamer v zimskem spanju. Vsake toliko kaj odigram, ampak več in bolj podrobno pa gotovo vesta moja današnja gosta. Z mano sta Rok Gumzej, voditelj slovenske oddaje o igrah GG ter predavatelj in svetovalec na centru Logout, in Anže Novak oziroma Vortex, vplivnež in igričar, ki ima YouTube kanal, na katerem lahko pogosto spremljamo, kako in kaj igra. Živjo, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Hvala, da ste se mi pridružila. Začel bom s širšim vprašanjem. Rok, ti velikokrat o igrah govoriš kot o mediju. Ja. Kaj misliš s tem? Ja, torej mediji, ne? Torej videoigre so ena stvar, ki je prišla kot en medij, zelo je nova v bistvu v naši družbi. Ne? Iz tega vidika, da včasih smo imeli medije kot nekaj, kar smo samo sprejemali. Ne? Grem v kino, pogledam film, preberem knjigo, je ena zgodba, ki jo jaz v bistvu samo podoživljam, zgodba nekoga drugega. Danes so pa prišle potem videoigre, ki pa dajo zgodbe, ki so interaktivne, katere jaz sem ta oseba, ki bo to odigrala. Moje odločitve so pomembne, moje odločitve bojo imele neke posledice. In je to, iz tega vidika je to v bistvu potem torej en zelo zanimiv in nov medij. Nisem jaz več tisti, ki ne berem, kako nekdo mora iti v neko strašljivo sobo ali pa gledam na neko grozljivko, kako nekdo vstopa v nekaj, kaj se bo zdaj zgodilo, ampak moram jaz biti tisti, ki odpre ta vrata. Torej moram jaz, druga je tu komponenta tega, da moram tudi ta lastna aktivnost, da moram jaz malo premagati ene strahove in jaz to akcijo tudi narediti. Zato se mi zdi en taki novodobni interaktivni medij, ki je v bistvu zelo zanimiv, pa zelo širok. Tako čist čez palec, kako bi nam orisal širino tega medija? Ja, torej imamo naprimer, če pogledamo filme, imamo grozljivke, imamo akcijske filme, imamo dokumentarce, imamo kratke filme, imamo YouTube posnetke, vsebin je ogromno, imamo amaterske filme, ko nekdo doma v svoji sobi nekaj posname, imamo projekte šolske, ko oddam na konc 9. razreda, imamo Oskarje. In zelo podobno je danes v bistvu so igre, ni to samo ena kategorija, ki je akcija, pa streljanje, pa nekaj. To se velikokrat se mi zdi, da je v javnosti lahko tako dojeto, ampak je to ena ful široka kategorija, ki ima tudi ful zanimive zgodbe, ki ima notri vsebine, ki so, kuhanje, ki so vsebine, ki so pisanje pisem, tudi take videoigre so. Videoigre, kjer naprimer zadnjič sem igral eno igro, kjer torej kamera me snema in ko me žiknem z očmi, se menja scena, torej v igri. In grem potem, igram skozi življenje enega malega otroka, pa njegove podvige v življenju, pa težave v družini in tako dalje. In je torej v bistvu veliko več, kot pa zdaj samo neka izkušnja, ker grem in zabijam čas. Tako, iz tega vidika, ja. Anže, kako si ti vstopil v svet igričarstva, kaj predstavlja tebi? Ja, zdaj, če se vrnemo čisto na začetek. Jaz sem bil kot otrok, jaz sem tista generacija, ko še ni imela vsega, ampak smo bili nekje na meji. In če se spomnim čisto na začetku, sem gledal svojega očeta, kako je on igral neko igrico, in sem na vsak način hotel biti zraven, karkoli, da bi se prav doživel, kar je on doživljal, ampak nažalost, takrat je bilo ne, pa iti spat, ne boš. In
A se spomniš, katera je to bila? Ne spomnim se, vem pa, da je bila neka strašna oziroma scary igrica, po mojem tudi zaradi tega nisem smel biti prisoten, ampak neka hiša sred gozda in potem je bilo noter teh jumpscarov polhan, verjetno zaradi tega nisem smel biti zraven. Ampak vedno sem imel željo, da zdaj pa me res zanima in še zdaj se spomnim, kako sem jaz se pretihotapil za tista vrata, ko so bila in on je imel se pravi računalnik spredi, monitor in jaz sem skozi lukencev gledal, kaj on igra. Tako da že takrat se mi je neka taka želja oziroma v meni začelo to, ok, to mi je ful všeč. Računalnikov takrat, če nismo imeli takih sploh ne dobrih. Moja prva stvar, da sem imel, je bil v bistvu PlayStation, še čisto prvo, kaj bo to, kakšna enkica, po moje, ja, ti si res čisto osnovan Spider-Man, moja prva igrica, ki sem jo kadarkoli igral, tako da, ja, takrat se mi je že v meni začelo noter razvijati to, da pa to pa je nekaj tazga, ker je meni ful všeč, pa se najdem noter, pa vidim, da čez zapraven čas temu v bistvu ful uživam. Tako da jaz pravim, da čas, ko uživaš, oziroma ko ga za nekaj zapraviš, to ni zapravljen čas, stran vržen, ampak lej, uživaš v tem. No? Tako da pol je šlo pa sam še naprej, tehnologija se je razvijala, čas je šel naprej, dobil sem svoj prvi računalnik, na svojem prvem računalniku gor sem imel, takrat, če se ne motim, je bil tale nek Drift Taxi igrica, se pravi nekaj z dirkanjem, pa košarka, tako naprej, NBA in ja, prišli smo do tega, da smo bili leta približno 2019, tam nekje nekdaj, točno se je začela tista epidemija, 2020. Tam nekje. Ja. V obdobju zadnjih 10 let. To temno obdobje. Ja, temno obdobje. Ampak ja. Zakaj sem se se je začel že prej, ampak zakaj sem se na to obdobje osredotočil, zato ker takrat sem jaz naredil tisti preskok, ker je bilo boom gaminga, največ publike je bilo gor, oziroma največ, zdaj če gledamo na stream, ker sem jaz v bistvu streamer primarno, oziroma content creator, takrat je bilo v bistvu še najlažje, bomo rekli, spet, ker so bili dejansko vsi doma. Mogoče nisem najbolj ponosen na ta del, da med šolo, namesto da bi spremljali šolo oziroma pouk, so spremljali moje streame. Na začetku mi je bilo to tudi tako, nisem veliko zjutraj streamal, zaradi tega, ker je bilo enostavno malo za mene, ker gledam na to moralno sporno, da zdaj pa oni vejo, da morajo za šolo delati, kljub temu pa še mene gledajo. Ampak na koncu smo prišli do tega, da se če ne gledajo mene, pa gledajo YouTube ali pa gledajo kaj drugega. Tako da sem pa rekel, lej, treba izkoristiti, če to hočem iz tega narediti kariero oziroma nekaj, kar bo moj poklic oziroma poklic služba. In ja, do tega smo prišli. Se pravi, če slučajno kdo od gledalcev ne pozna tebe ali pa celo področja, ki si ga omenil, ti imaš danes uspešen YouTube kanal, kjer v živo prenašaš večinoma igranje iger. To je tudi ena od čedalje bolj realnih kariernih možnosti v svetu gaminga. Druga pa je mogoče igranje iger v profesionalnem smislu, se pravi ukvarjanje se s tem prav profesionalno, pa prepričan sem, da jih je še več, no to sta mogoče dve najbolj pogosti. Preden se dotaknemo tega, kako bi pa ti opisal igričarsko industrijo danes, kako se po tvojem razvija? Jaz bi rekel, da je igričarska industrija ena izmed hitreje rastočih, vidi se vsako leto eksponentno rast, tudi zaradi tega se čedalje več podjetij, bomo rekli klubov, kakorkoli podaja v to, tudi na ta področja gaminga in jaz vidim samo še bolj svetlo prihodnost na teh področjih, oziroma na področju gaminga in kdorkoli se misli podati v to, ja, je ta prav čas, ampak res pa je, da začetki zdaj so veliko težji, kot so bili pa mogoče nazaj. No. Kaj pa je recimo najbolj svetla prihodnost po tvoje čez 10 let v zvezi s področjem igričarstva? Kaj bi to zate pomenilo recimo? Kaj je ta idealen izid? To za mene, napredek tehnologije. Ja, zate, čeprav se je tudi Rok že tako intenzivno zamislil, da bom tudi njemu zastavil to vprašanje. Jaz bi izpostavil napredek tehnologije, ker pri nas, se pravi, streamerji, kakorkoli je zelo pomembno, da vedno imaš neke novosti, nekaj, kar lahko predstaviš na novo. Trenutno sicer je gaming svet dosti stagniral, se pravi, ni toliko novosti, ni toliko nekega hypa, bomo rekli. Vmes pač, logično, vsaka stvar malo umre, oziroma bomo rekli, da se malo ta hype oziroma navdušenje zmanjša in trenutno res ni nič kaj tazga, da bi lahko rekli razen izid GTA 6, katera ne bi bila naslednje let. In to je trenutno tisti največji hype, wow, to čakamo, ampak se pravi, naprej prihodnost naprej tehnologije oziroma napredovanje teh stvari in to zna prinesti veliko novega, bomo rekli, kontenta oziroma sveže vsebine na sam streaming, v sam streaming svet, ne. Mogoče se bodo igre tudi drugače umestile v naše razumevanje, tako kot si Rok govoril, medija ali pa
sploh vloge v naših življenjih. Kako bi ti odgovoril na to vprašanje? Ja, mislim, da je to težko vprašanje, ker če gledaš 10 let nazaj, torej 2014, ko smo imeli, še Fortnite obstajal ni. Pa res. Zdaj, kaj je največji razvoj v zadnjih letih, je mobilne videoigre, torej na mobilnih telefonih je največ igranja, tu je največja porast. Konzole pa računalniki bolj kot ne stagnira, koliko je igralcev. Kar si jaz želim, je mogoče to, da se res torej ta medij, torej malo je tudi to, zakaj igramo. Velikokrat mogoče danes kakšne najbolj igrane videoigre igramo zato, ker nam je mal dolg čas, pa mal tako kot ena distrakcija stran od zadev, ki bi jih v danem momentu naj počeli, pa potem rajška, da to upravljam, grem odigrati, pa ne rajem razmišljati o tistem, kaj bi naj tam počel. Kaj je mogoče želja je, da je več igranja z enim namenom. Torej, res, medij je še vseeno zelo mlad. Videoigre so začele tako res ta razpon med v zadnjih mogoče 2 desetletjih. To v bistvu ni veliko za eno generacijo. Da se torej tudi da začnemo tudi to kot javnost jemati ne samo kot neka zabava, pa neka distrakcija, ampak da to vzamemo tudi seveda ustrezne vsebine in ustrezne igre, kot nekaj, kar lahko tudi nam da neke čustvene izkušnje, nekaj, kar nas lahko kaj nauči, ampak to seveda pomeni, da smo pač kritični do tega, kaj igramo, kako igramo in predvsem koliko igramo. Kaj pa je neko vodilo, recimo, kako naj se jaz kot posameznik ali pa jaz kot starš odločim, kaj je ena meja igranja? Obstajajo tako seznami minut, tabele? Ja, super vprašanje, ker imamo tudi v Sloveniji drugače smernice za uporabo zaslonov, se najde tudi na spletu lahko to, smernice torej za uporabo zaslonov, pa so potem časovna priporočila za različne starosti, koliko je priporočljivo, da je torej otrok pred zaslonom. Naprimer, do 2. leta je to 0 minut. Pa potem počasi stopnjujemo. Zdaj, kako se tega lotiti je, jaz bi predvsem tu dal eno, tako z enim zanimanjem vseeno, ampak vseeno kritično do tega. Ne pomeni to zdaj vse je dovoljeno, vse igramo, vse, ker velikokrat starši včasih sploh ne vedo, torej, naprimer rečejo, pa cel dan igra videoigre. In potem vprašam, ok, kaj pa igra? Ne vem. In je tako, če ne vemo kaj, potem bomo zelo težko se tudi s tem spoprijemali. Naprimer Brawl Stars je ena taka zelo igrana igra na mobitelu, se mi zdi, da tudi danes zelo veliko mladih igra. In ena runda v Brawl Starsu, torej, oziroma imel sem en primer, mogoče če lahko to tudi tu podelim, kjer so starši, torej smo se dogovarjali, kdaj bo zaključna ura, ob 8 zvečer, da je oddaja telefona. In potem je bilo tako, ne, jaz 8:15, toliko, da dokončam še eno igro Brawl Starsa, rabim 15 minut. In starši so, ker niso poznali igre, so rekli, ok, pa je potem bilo 8:15. No, ena runda Brawl Starsa je tam 1 minuta do 2 minuti. Torej, moramo poznati tudi, kaj igrajo, zato da ni ker takoj, ko pa potem, ok, tu pa lahko zdaj starše malo. Tako da eno zanimanje za to, pa potem spremljanje tudi tega, tudi kdaj mogoče se vsedemo zdraven, kako pa to zgleda, kako pa to mi pokažeš, a lahko vidim. Pa s tem potem tudi lažje, ker ko pa imamo tu en odnos, ko pa imamo en odnos postavljen, ki ni zdaj bojno polje pa to, ampak je tako, razumeti želim, kaj ti je tu pomembno, lažje potem tudi implementiramo neke dogovore, ki pa so nujni, to pa ne ubežimo temu. Če sem jaz star, če zdaj meni 7-letnemu, 8-letnemu, 13-letnemu roku daš neomejeno uporabo telefona, zelo težko zelo težko jaz to samo nadzorujem. Za otroke je to v bistvu praktično nemogoče. Kaj pa za odrasle? A imaš ti kakšne omejitve zase, kako se kot posameznik s tem soočaš? A imaš kakšne stroge limite, si rečeš, ne, toliko in toliko, ali kako to presodiš? Zdaj ste najdel ta pravega za to vprašanje, tega, ker jaz pa limiti, bom rekel, da cel moj svet se vrti okoli, se pravi, računalnika, preživljanja časa za računalnikom, ker imaš zdaj, pri meni imaš, recimo, bom rekel, 2 področja. Eden je sam igranje igrc in pa drugi je upravljanje mojega dela, se pravi, streaminga oziroma ustvarjanje vsebin. In pri meni se iskreno povedan, jaz ne vem, odkje so te regulacije oziroma priporočila, ampak jaz jih po vsej verjetnosti vse kršim, ker moj dan se začne z računalnikom in konča z računalnikom. Tako da je pa res, da jaz, odkar sem začel, se pravi,
to upravljati, se pravi delo influencerja, streamerja. Ne igram več iger za sebe, se pravi ne igram več iger, kot sem jih nekoč igral s prijatelji, da smo se malo podružili, da smo tretje. Zdaj igram zaradi tega, da lahko tiste, se pravi osebe, katere spremljajo mene, gledajo v živo, se pravi oni v tem uživajo. Ker se posledično privede tudi do tega, da mogoče kdaj v kakšni stvari, ki jo delam, ne uživam več, kot sem na začetku, ker pač v bistvu se zavedam tega, da mora biti všeč tistim, ko gledajo, ne pa meni. Aha. V bistvu je to postala tvoja služba, ne več prostočasna aktivnost. Gotovo se vsi, ki poslušajo ali pa gledajo tole, sprašujejo, je to tvoja edina dejavnost, torej je to nekaj, s čimer se v celoti preživljaš? Ja, in vse, kar je povezano s tem, se pravi sam influencerski trg, sodelovanje s sponzorji, tudi platforma TikTok, tam sem zdaj malo več aktivno ratov in tako naprej. Tako da imamo bohen teh projektov. Enostavno sem razmišljal še kakšni dodatni stvari, da bi jo upravljal in tudi na začetku sem jo, preden sem se odločil sam lifestyle spremeniti, se pravi, da grem samo izključno, se posvetim tej stvari, se pravi gamingu in pa streamanju, sem delal na Telekomu. Tako da nažalost je trpela pol ena ali pa druga stvar, nisem mogel več. Enostavno sem rado preutrujen, ker tukaj, ko sem delal tok pa tok ur, prišel domov, takoj na računalnik, delal naprej tam in potem preživljal do poznih ur, polnoči naprej, in enostavno nisem več mogel, res nisem več mogel in... Lahko mogoče samo tu, ker se mi zdi, da Vortex, ti si v bistvu tu zelo delavna oseba in si tudi uspelo ti je v bistvu. Ne? Pa mogoče se lahko hitro potem to dointerpretira kot, se sam neko kamero vklopim, neki mikrofon, pa bo to teklo. Ne? Vseeno moramo biti tu realni, da to, kar je tebi uspelo, Vortex, je v bistvu izjemen dosežek in nekaj, kar ni nekaj, kar zdaj, takoj ko jaz dobim 10 ur na dan računalnika, da bo meni to kar ratalo. Ogromno je dela zadaj, ogromno je zadaj učenja, moraš tudi ene stvari, včasih ti verjetno totalno ni, kakšne dneve si, pa vseeno, torej jemlješ to drugače. Zdaj, kje potem lahko malo, tudi mogoče iz primerov, ki prihajajo k nam, ko je torej ta želja, ko je bilo prej tudi omenjeno karijera, pa e-šport, pa streamanje. Velikokrat je to potem bolj mali izgovor, zato da ne rabim se šolo ukvarjati ali pa da ne rabim se ukvarjati z nekimi, jaz bom streamer, jaz ne rabim, ampak zdaj, da bom pa uspešen streamer, tako Vortex, rabim pa zdaj novi računalnik, rabim 10 ur na dan, nobenih omejitev pa to, ker to me omejuje pri mojem tem delu, med tu realno predstavo, dela to, kot je ti si, torej v bistvu si dve službi dal v enem momentu, in šele ko si res imel eno že uspešnost tu, eno zgrajeno nekaj, potem si naredil torej ta zelo varen prestop, v bistvu, nisi tako pustil vsega, pa zdaj doma, zelo premišljeno v bistvu, ni to tako na hitro. Pa tudi realnost tega, proti kakšnemu trgu jaz grem, ko je bil korona, ko si jih omenil, je bil 10 milijonov je bil torej vrh, koliko je bilo na Twitchu, torej spletna stran, kjer tudi je snemanje videoiger. 10 milijonov kreatorjev je bilo na danem momentu. To pomeni, če jaz danes začnem snemati, je moja konkurenca 10 milijonov ljudi, ki že imajo več izkušenj, več vsebine, večje občinstvo že. Moramo biti realni tu, glede tega. To mi je zelo všeč, ker v bistvu če se odločamo za neko kariero povezano z videoigrami, je to poslovna odločitev. Je podobno, kot če bi odprl svojo pekarno. Zahtevalo bo veliko dela, veliko znanja, veliko veščine. Tega sem se mogoče sam zavedal, nikoli pa nisem pomislil na to, kar si prej omenil, da je ta izjava želje bolj samo umik od tega, da bi se moral ukvarjati šolo ali pa stvarmi, ki sem jih mogoče ne dal, pa ki so mi težke v trenutku. Jaz sem vedno do zdaj željo mlajših, s katerimi sem velikrat v stiku, dojemal kot resnično in absolutno željo. Jaz bom recimo streamer ali pa bom se preživljal s profesionalnim igranjem iger. Ampak zelo zanimivo je, da si pa zdaj to izpostavil tudi kot možen samo umik ali pa... In ne pravim, da ne more biti želja. Seveda. Ful je lahko želja, ampak seveda moramo biti tu realni. Moja želja je tudi mogoče, da imam 10 milijonov evrov, ampak zdaj, a je to cilj moj? Pa pol. Ker cilj pa implicira pol tudi delo neko, ki pa mi tudi daj ni fajn, ki pomeni, da moram uravnotežiti svoj delovnik, svoj dan, da moram se tega lotiti pol resno, ne pa tako malce mi ne da pospraviti sobe, grem rajš 2 uri igrati.
In med tem igranjem tudi se ne učim dejansko nekaj novega igrati ali pa nekaj, da bi nekaj ustvarjal ali pa se učil, ne vem, kako editati video, ne? Ampak v bistvu samo igram, zato da ne rabim razmišljati o sobi. Kaj pa je potem na svet nekomu, ki počne to, kako me pripraviti, kako naj sebe pripravim do tega, da pa recimo, eno je pospravim sobo, drugo je se učim za šolo, mogoče je tretje, ker sem star 35, da naredim neko spremembo v življenju, mogoče še večjo, še bolj osebno zahtevno zame. Kaj so pol neki smiselni koraki? Ja, prvo je tu malo, odvisno, kjer starosti smo. Zdaj, če smo mlajši tu, potem je tu super, če starši pomagajo s tem v bistvu, ne? Da te omejitve postavijo, da tudi se lahko dogovorimo. Ne? Mi smo tudi imeli primere pri nas, kjer so prišli nekdo, ki je res kazal nek potencial, mogoče za neko e-športno ekipo ali pa neko, ne? Torej kazal, da mu gre dobro. Ampak potem to pomeni, da rabiš ti vseeno neke okvirje, vseeno ne pa se s tem strinjati. Ne? Ker tudi, če boš potem ti nek uspešen e-športnik ali pa streamer, ne? Imaš nek urnik dela, to ni zdaj potem igram, ko se mi zaljubi, pa grem spat, ko se mi ne. Tudi pol moraš malo na prehrano začeti gledati. Ne? Tudi torej, tega se spet lotiti resno. Tako da tu veliko starši pomagajo, pri sebi pa pač to, da to je, vedno gledamo na to prvo kot nekaj, kar delam tako, ne vzeti tega kot plan A. Plan A še je vedno izobrazba, aktivnosti, neki hobi, lahko stran od zaslona. Nisi ti začel streamati z plan A-jem, pa zdaj. Definitivno ne. In tudi to pripomore potem, da streamaš z manj pritiska na sebe, bolj iskren do sebe, delaš vsebine, ki so ti res nekaj pomenijo, ne pa nekaj, kar se ti zdi, da market zdaj ali pa nekdo zdaj gleda. Zdaj pri starejših pa malo samo refleksije. Ja. Predvsem to, zakaj igram, kaj je moj. Resno vprašanje, kaj zdaj s tem, ko igram, dosegam. In je lahko zabava, in je lahko je zabava, lahko je super, če ti je v tem svetu imaš nekaj, kar ti to pomeni. Ampak, če je pa to nekaj, ko pri sebi pol ugotovimo, zdaj ima mene stvari, ko bi jih pa lahko naslovil, pa lahko so to tudi zdaj pri starejših osebah, ne pravim za samo domača naloga, pa pospravljaš sobe, lahko so tudi to, ni mi všeč v moji službi, ni mi všeč v odnosu, v katerem sem, In potem v bistvu postane to ta distrakcija, s katero svoj lepo utišam. Pobeg iz realnosti. Ja, točno to. Super. Nisem pričakoval, da bomo zajadrali tako hitro, tako globoko in všeč mi je to. Všeč mi je to zavedanje. Zdaj, če pogledamo drugo plat, Anže, kaj pa bi ti rekel, so zate osebno pozitivne plati igranja iger? Sej Rokih je že nekaj naštel, ampak zanima me prav tvoje mnenje. Pa zdaj, kar bi najprej izpostavil, da mogoče, če gleda kakšen starejši, pa tega sveta najbolj ne razume, je, da čas se je malo spremenil. In bomo rekli to, ta socializacija, druženje s prijatelji ni več mogoče tista stereotipna, pejt na igrišče, žogo, ne vem, karkoli igrati se take zdaj. Ni več tako. Je neka kombinacija zdrava, more biti seveda, da ne bom zdaj govoril, da samo zagovarjam računalnik, druženje, to ne, definitivno ne. To druženje v živo je pomembno, zelo. Ampak kaj bi jaz rekel za mene pozitivne, je glih to, socializacija, druženje s prijatelji, tudi če z nekom ne moreš biti, se pravi v živo tam in se z njim družiti, imaš še vedno mogoče igrce, oziroma se pravi te medije, karkoli, da se lahko z njimi podružiš in ohranjaš ta, bom rekel, stik, odnos, karkoli. Ne nazadnje tudi veliko novih prijateljstev lahko narediš na ta način. Jaz večinoma prijateljev, ki jih imam zdajle, trenutno so vsi bili, se pravi, vse sem spoznal samo preko igrc, preko interneta in tako naprej. Tako da, oziroma poklica, oziroma šihta, katerega upravljam. Tako da, ja, moram reči, da veliko te socialne mreže in to imajo veliko pozitivnih plati, oziroma vidika, zdaj, kaj bi še lahko vse naštel, bi se mogel res poglobiti, ampak plus, še ena izmed teh stvari, zdaj ne vem, kako so te študije realne, to mogoče boš ti bolj vedel, ampak naj bi igrce, oziroma se pravi, ko igraš igrce, naj bi se tvoje sposobnosti določene, se pravi, quick thinkinga, se pravi, odločitev v nekih stresnih situacijah razvijale in načeloma, se pravi, v resničnem življenju se potem pokaže pri takih, da tudi lažje odreagirajo, oziroma boljše odreagirajo, pa hitreje odreagirajo. Zdaj, koliko je to res, jaz ne bom. Študije so, kdo jih je izvajal, ne vem, ampak so pa članki v tem, oziroma ne bi bilo dokazano, da tudi igre lahko pozitivno zelo vplivajo
na sam razvoj oziroma na kakorkoli. No. Odvisno, katere igre Je pa tudi, vsebinsko primerne, ja. časovno primerne, Tako, ja. ampak so ene. Tudi naprimer za starostnike, ne, za upočasnjevanje nekih demence, pa teh zadev v bistvu lahko pomagajo, ne, ker je ta koordinacija oči, roke zelo pomembna, razmišljanje, ne, vseeno moram nekaj, če kako igro igram, ker uganke rešujem, moram nekaj malo znati abstraktno razmišljati, prostorska predstava v Minecraftu, ne, Lego kocke digitalne. Zelo dober, ker moj plan za starost je ping-pong, ker sem prebral, da igre z loparjem ravno tako preventivno vplivajo na bolezni staranja zaradi te koordinacije. Veš, mogoče bo pa ping-pong, potem pa še malo iger. Ja, ampak ne, seveda. To je zdaj, govorimo o časovno ustreznih, vsebinsko ustreznih. Če je preveč osebno vprašanje, Anže, ga bomo črtali ven, ampak zanima me, ker sem poslušal to o druženju, se je v meni prvič pojavila taka misel, a sem jaz mogoče že star. Jaz sem 32. Koliko let imaš? Ni nobena skrivnost, da si to vejo, 30. Mogoče ne zgledam, ampak imam 30 let. Ne zato, ker recimo še v času mojega odraščanja to ni bilo čisto tako, ne? Ali pa je zame socializacija v igranju bila velikokrat tudi, da smo se dobili pri edinemu človeku, ki je imel računalnik, ali pa ki je slučajno imel tisto igro, pa smo tam igrali, ne? Danes pa opažam, da se to seli bolj tudi na spletno komunikacijo, ne? Kako pa potem vidva komentirata ta pomislek? Ja, z igranjem iger se samo nekdo sedi za računalnikom, nihče več se ne igra na igriščih, nihče več se ne druži v živo. Lahko jaz se želim. Mislim, klej, bom rekel tako, je tudi to resnična izjava za določene. Res je. In recimo sam osebno poudarjam, najprej pri vsake zadevi. Najprej šola, vsem to rečem. Če mi kdo se opravičuje, ker ni mogel prijeti na stream, ne se mi opravičuje. Sploh če si imel za šolo ali pa družino ali pa karkoli. To je prva stvar pri vsake zadevi. Stream te bo počakal, lahko gleda za nazaj. In tudi jutri bo stream, recimo iz mojega primera, tudi jutri boš lahko gledal. In najprej to, se pravi, familija, šola, prijatelji v živo, tisto, kar še imaš, da vzdržuješ to in greš na temu. Ne? Zdaj, igrice, socializacija na tem področju, ja, nekateri pa problem v tem, ker mogoče tega v živo nimajo. Tukaj pa stanejo te problemi, da se najdejo samo v igricah, oziroma samo tam najdejo neke prijatelje in tako naprej. In to se mi zdi po eni strani, nekaj je najdo, ne? Se pravi, nekaj ima, da se lahko mogoče komu odpre, da da iz sebe kaj ven in tudi na koncu se lahko to razvije v resnično prijateljstvo, se pravi, v resničnem življenju. In to je za mene pozitivno. Ni pa kle pozitivno ta del, da pa mogoče vse samo preko interneta, ker potem, ko priješ v resnično življenje, pa neko situacijo, ne veš, kako bo odreagiral. Nisi postavlja nekaj in lahko totalno zamrzneš. In ta del tukaj mogoče boš ti lažje odgovoril. Mislim, da si lepo, torej področja imamo v življenju, ni to in vsa področja rabijo določeno pozornost, družina, šola, hobiji, tudi nek čas lahko je to, torej videoiger. In da ustrezno namenimo čas vsem tem področjem, ne? To je neko uravnoteženo življenje potem. Zdaj, za glede odnosov pa ja, lahko so velikokrat so mesto druženja za mlade danes. Velikokrat so tudi mesto, kjer spoznavamo nove ljudi, kar bi jaz mogoče tu je pač to, kar se mi zdi, da si lepo izpostavil, ne, da, ampak pomembno je potem ta stik tudi dati v neko živost interakcijo, ne? Da ne ostanemo samo na spletu, ne? Da torej ni, ker nam manjka. Mi imamo primere, ki prihajajo k nam tudi starejše osebe, ne? Tudi mislim zdaj že potem nad 20, nad 30, ki v bistvu imajo veliko odnosov prek spleta, ne? Preko videoiger, ampak imajo pa ful težave, pa si želijo odnosov pa v živo, ker potreba je še vedno ista. Sej nismo ljudje, smo še vedno ista, ne? Isto kot so naši starši, pa stari starši, še vedno imamo iste potrebe. Radi bi bili videni, pa razumljeni, pa radi bi se objemali, pa radi bi bili zaljubljeni, pa radi bi se gledali v oči, pa ne. To so te čist, kar rabimo. In do neke mere videoigre to lahko tudi kot neko prostor druženja naj zapomnijo, lahko imamo tam enim je tudi mogoče malo bolj varno, ker ne nimam obraza, pa lahko samo mogoče prek se bolj lahko sprostim, sem lahko bolj ranljiv v tem okolju. Ampak na koncu dneva še pa vedno rabimo biti v prostoru z nekom, interaktirati, se objeti, se držati za roko in tako dalje. No? Tako da super, bonus k življenju lahko, ampak glavnina je še pa vedno to, da se srečamo v živo. No? Da skrbimo za vsa področja, ne? Torej, da res skrbimo za uravnoteženo življenje, tako kot si rekel.
Kako pa izgleda uravnoteženo igranje? Ja, tako da to, kar igram, je zame primerno starostno. Ne? Igre imajo tudi starostne omejitve, torej ta PEGI sistem imamo v Evropi. Vsaka igra ima gor torej starostno omejitev od 7, 12, 18 tako dalje. Na samih uvitkih ali pa lahko se na spletu to poišče, najmanjša težava. Časovno primerne, torej zato imamo v Sloveniji tudi te smernice. In potem je to lahko zelo uravnoteženo, že seveda. Ne? Dokler seveda imamo zdraven, potem da ne pomeni to, da pa ko končam igranje videoiger, pa grem zdaj na Snapchat ali pa grem zdaj na TV, ne? Da ne pomeni, da sam en zaslon zamenjam za drugi, ampak pomeni to, da grem pač početi eno aktivnost, ki ni za zaslonom. Ali je to nekaj koristnega, kar moram delati v življenju, ali pa to nekaj zabavnega. Torej, da si lahko dovolim tudi, se mi zdi, da danes je primarna zabava za mlade pogostokrat hitro, ne to, da je nekaj pred zaslonom, ampak je tudi to, lahko delamo, tudi lahko najdemo si zabavne stvari, spet, ker je potreba, ne? Neko potrebo imamo tudi po zabavi, potem, da dolg čas preganjamo, ne? Kar je najhujša stvar. In lahko to zapolnimo tudi z enimi aktivnostmi, ki so na dolgi rok bolj ustrezne za nas. A bi lahko rekel, Anže, da če želiš, če so igre velik del tvojega življenja, da se s tem priučiš tudi upravljanja s časom, ali pa da se moraš začeti zavedati tega, kaj vse je dobro narediti, kdaj in skrbeti za to, da te stvari stečejo, ali ni nujno? Zdaj, vse je odvisno od tega, koliko si ti v igrah oziroma v tem svetu noter, bi jaz rekel, zdaj, če ti igraš igre in na ta način, da se pravi, še 1 uro življenja za te igre, kakorkoli, da imaš neko omejitev, mislim, da ni neke potrebe po nekem organiziranju. Zdaj, če si pa ti karkoli v tem notri, od profesionalnega e-športnika do content creatorja, do karkoli, ali pa da mogoče pač raje malo več igraš, se mi zdi pa zelo pomembno, da se v bistvu če ne drugega zavedaš, kaj moš ti še narediti v tistem dnevu, pa si sprotno ga narediš plan, kako boš to naredil, kdaj boš to naredil in kdaj boš imel čas za igranje igrc. Jaz osebno iz svojega vidika lahko rečem, da sem padel na to drugo plat, ker ni najboljša in to nisem si znal časa organizirati, sploh ko sem bil mlajši v srednji šoli in sem preživljal čist preveč časa za računalnikom oziroma je že toliko daleč šlo, da mogoče to nisem ponosen in to ne tega delati. Nisem šel tudi v šolo mogoče na koncu leta, ker smo pač skupaj s frendi igrali, ne? Ker pač itak zakaj bi šel že vsega konca, pa to ni prav, ne? Ker še vsem so se stvari v šoli odvijale. To ne pomeni, da sem imel probleme v šoli, nisem imel nobenih, vedno sem imel pod kontrolo vse stvari, ampak ni pa to način oziroma ni pravilna izvedba. In tukaj je ta problem, ker hitro ti lahko igre ratajo tudi mogoče problem. In ta problem je, da si v bistvu zasvojen z njimi, da ne moreš brez njih, da v bistvu čutiš kot neko potrebo, tako kot mogoče nekdo čuti po nikotinu, cigaretah oziroma karkoli, alkoholu, ne vem, kavi, evo ti, je lahko tudi igrca na koncu tisto oziroma ta način življenja takega nujno rabiš in ne znaš ostali stvari ukomponirati skupaj s tem. To se mi zdi, da neka zdrava mera oziroma da si vsaj neko organizacijo narediš čez dan, kaj imaš za narediti in kako boš to naredil, kdaj boš to naredil, je zelo pomembno. No? Ja, pa mogoče tudi to, ne, da igrati potem, ko imamo obveznosti upravljene, je ful bolj zabavno, ko pa igrati takrat, ko jih nimam. Ker takrat, ko jih nimam, je samo to, razmišljam, da ne vzem mama prišla not, pa mi začela, da moram zdaj, in sploh ne uživam v igranju v bistvu, sploh mi ni več, pa frustracija mi je, pa bedno mi je, pa samo gledam na uro nekaj, igrati potem, ko imam vse upravljeno, je pa ful, čist druga izkušnja. Tudi noben ti ne teži. Ja, pa tudi noben ti ne teži. Omenil si že starostno ustreznost, o tem smo govorili, s tem je povezana tudi vsebinska ustreznost, a obstajajo pa kakšni seznami, imeniki, kje pa lahko kot starš ali pa kot radoveden igralec mogoče najdem kakšne predloge ali pa kaj, kar bi mi odprlo kako obzorje ali pa recimo mene zanimala ta igra, ki si omenil z očmi ali pa igra s kuhanjem, kje lahko malo razširim svoje igričarsko obzorje? Lahko pogledate oddajo, lahko pogledaš oddajo GG, ne? Aha, okay. Lahko pogledaš oddajo GG. Jaz bi rekel, vedno pri teh zadevah, ko je to vprašanje, kje pa te informacije dobim, gremo do vira, ne? Vprašamo naše otroke, kaj pa ti igraš, daj mi ti predstavljaj malo, kaj pa ti igraš, ne? In ne rabi biti, torej, velikokrat je to vprašanje, ne, torej, ni to samo vprašanje, ogromen svet je lahko tam. Torej, naprimer, otrok igra, rečemo, da igra League of Legends, čeprav danes ne igra več to, ampak za primer. Okay. In to je ena igra 5-5, igraš različne, lahko izvameš različne like in različne vloge igraš. O tem lahko imamo toliko enega pogovora, ne v smislu,
kaj igraš, zakaj to vlogo igraš. Kaj se zgodi, ko se z svojimi soigralci ne strinjate o tem, kak igrati? Kako razrešujete te konflikte? Kaj narediš, ko si 5 iger zapored zgubil? Kak ti je ta občutek? Kak ti je, ko zmagaš? Ne? Kak ti je, ne vem, kaj ti je v igri trenutno najbolj gre na živce? A je bila kakšna nova sprememba v igri, ki ti gre na živce? Ne? Kdaj pričakuješ, ali spremljaš e-športno sceno te igre? Ogromno je tu enega, kjer ti je vzornik, naprimer, ki je v tej igri. Zakaj ti je zanimiv ta osebo gledati? Ne? Kaj na tem vidiš? Kje se ti zdi, da bi se lahko v igri izboljšal? Ogromno je tu enega okna, ki lahko da tudi eno potem, torej možnost zagrajanja enega odnosa skozi to stvar, ki je v bistvu temu mlademu človeku zelo zanimiva. Da ne rabi biti za samo ta vidik na to, kaj pa je to, pa ker nekaj pa damo stran, ampak da je lahko to tudi eno okno v to, da bolj spoznamo osebo, in to potem daje nam nazaj informacije, točno to, kaj ta igra sploh je, kako to zgleda, kako ta scena zgleda, kdo to sploh igra. Tako da ta spet mal radovednost. Večina stvari, ki jih mi tudi na Logoutu zvemo od njih. Ni zdaj, da jaz tam na internetu iščem pa googlam, kaj zdaj. Ponavadi pol čez par mesecev, to že 3 mesece zdaj je najbolj igrana igra. Ker izvemo od njih. In potem je to dobra priložnost, da jaz to bolj spoznam. Kako pa to zgleda, pokaži mi na YouTubeu kak video, kaj pa to, a te kako drugo igro spominja to, a si že kaj drugega podobnega igral. Ogromno je tu lahko ene vsebine. Kaj pa, če opazim, da otrok igra igro, za katero in jaz presojam, da mu starostno ni primerna in vodila pravijo tako, kaj je nek smiseln pristop, ki mi bo pomagal, da mogoče za tisti čas to igro odložimo ali pa jo prestavimo kasneje? Ja, spet naslovimo to, imamo pogovor o tem, kako tudi oni doživljajo to, kar se dogaja torej pred igro. In tudi lahko čisto iskreno povemo, meni se zdi, da še ta igra zate ni primerna, ne želim ti tu tega, si želim, da če ti je to zanimivo, to je zelo odvisno, kaj ta igra je, da bo zdaj jasno. Ali je to zdaj samo neka tekmovalna igra, ali je to neka strašljiva vsebina, ali je to neka odrasla vsebina, ne vem. In govorimo z njimi o tem in tudi lahko izrazimo, in se mi ne zdi, želim ti to omogočiti v življenju do ene točke, do ene mere, ko bo čas za to, lahko spet mama, ne vem, če je igra zdaj primerna za, ne vem, 16-letnike, ko boš pač v tej starosti, pa pač mama spet en pogovor o tem, tako naslovimo in smo dosledni pri tem, kar se dogovorimo. Velikokrat je tu, starši imajo to težavo potem, pravila vzpostavimo, deluje stvar en teden in potem se začne 5 minut podaljševati, pa ne gre, pa zdaj še imam v igri, sem glih s kolegi, ne morem zaključiti, da mi še, pa potem starši malo pozabijo, pa 1 ura mimo, pa prijemo nazaj, pa je konflikt in tako dalje. Res tu vztrajati, če bo otrok videl, torej, ko imamo neka pravila, če bo otrok videl, da vsaki dan pa jaz lahko malo potegnem, pol to postane novo pravilo. In če lahko izsilim, naslednjič moram samo dost izsiliti. To v bistvu učimo potem, da se v bistvu da, samo da moram jaz dost vztrajati za svojimi starši na različne načine, ali da pač ne vstajam, ali da grem v konflikt, kakorkoli. Vztrajati tudi, pa dosleden biti s tem. Če je pravilo, ob 7 je konec in se to res držimo, na eni točki sprejmejo to. In je tudi varnost v tem za otroka, ker ve, do 7 lahko igram in je to. Vem, kje so moje meje, vem, kje so pravila in lažje tudi jaz bolj uživam v igranju pol. Ker pol če bo pa 7 pa 15 ura, pa ne vem zdaj, bo se prišlo, ne bo prišlo, pa skozi je ta malo, in pol pride 7 pa 20 in je konflikt. Ob spremljanju recimo igranja iger otrok, kaj so pa nevarnosti, na katere smo lahko pozorni ali pa jih morda sploh ne opazimo, ki so lahko prisotne, sploh recimo v igrah, ki se igrajo prek spleta, ki vključujejo druženje z ostalimi, neke druge svetove, mogoče še kaj tretjega, kar jaz sploh ne vem. Mogoče komunikacija je seveda tudi dobro, da imamo tudi pogovor, s kom igraš, s kom komuniciraš, da razumem, kako se s tem komunikacija sploh deluje v igri. Ali je to nekaj, kar lahko je z neznanci, ker si tekstam, ali je to samo med igro nek chat, ali je to roleplay server na GTA-ju, ker igram cele vloge oseb. To,
previdno z kakimi nakupi v videoigrah. Torej, videoigre danes velikokrat te mikrotransakcije omogočajo, torej, da jaz lahko znotraj igre neke majhne nakupe naredim. In potem se kdaj pač te majhni nakupi lahko veliki nakupi nastanejo, tako da previdno s tem, a ima igra to možnost nasloviti to, se skomunicirati to, da se lahko kdaj kaj kupimo, se ok, ni zdaj to, da je prepoved, ampak zmernost, nadzorovati to, ne dati bančne kartice, ker tako, zdaj pa to, jaz moram nekaj upisati not v, pa pol grejo 100 evrov iz računa. To vsebinsko pa imajo tudi, to sem prej, ko sem starostno, imajo vsebinsko tudi igre danes te oznake, če naprimer vključujejo neko uporabo, ne vem, drog ali pa kako spolno vsebino ali pa preklinjanje pa tak dalje, imajo tudi te oznake danes posebej gor, tako da to lahko tudi s tem preverimo. Ne? Ok, super. Anže, kaj so modi? Modi? Ja. Kot moderator? Ali modifikacije v igrce? Ja, vse mi povej. Tudi želel zdaj, ja. To bi bolj tip moje znal na to odgovoriti. Mislim, jaz bi rekel, iz mojega na hitro odgovor je modifikacija oziroma neke prilagoditve igrice oziroma spremembe v igrcah, ki mogoče niso originalno zamišljene oziroma originalna izvedba igrice, jo pač modificiraš, kratko besedo mod. Ja. In super, da to izpostavljamo, ker to je tudi lahko, Minecraft naprimer je, ok, super igra za otroke, super, fantastično, Lego kocke digitalne, pa je zdan gor mod, ki omogoča neke neprimerne vsebine znotraj Minecrafta. In jaz lahko grem tako kot starš, hodim mimo, Minecraft igrajo, vse je cool, ampak tam se pa dogaja marsikaj v igri. Tako da spet poznavanje tega. Ja, v bistvu ne moremo iti temu, da je dobro, če tudi mi vstopimo v ta svet z neko radovednostjo, kot si rekel, sta rekla, in da ga spoznavamo. Drugače ne moremo kaj dosti vedeti o njem ali pa se odločati, presojati. Ja. Pa to ne pomeni, da moram zdaj gamer postati. Ja? To samo pomeni, da se zanimam za nekaj, kar je velik del mojega otrokovega življenja trenutno. Ja. Ne pomeni tudi, da moram sprejemati to avtomatsko, da ne smem biti kritičen do tega. Samo to, kaj oni v bistvu, če so tam 5 ur v svoji sobi, pa igrajo nekaj, kaj on sploh tam, ona, kaj sploh počne. Jaz tega vedika, jaz lahko, če skočim, lahko potrdim, ker delam s tako starostno skupino oziroma z otroci in lahko potrdim, da starši, kateri se nočem zdaj, ker mu koli staršu, ko bi rekel, dati navodila, kako biti starš, ampak lahko dam pa kakšno uporaben nasvet pri tem. Otroci, kateri imajo lepo komunikacijo oziroma dobro komunicirajo starši in starši razumejo oziroma probajo razumeti, kaj počnejo, se pravi, da so odprti s svojimi otroci, se pravi, kaj pa delaš, koliko smo govorili, da kažejo neko zanimanje in razumevanje, ne samo tisto strogo, to je kar nekaj, to je konc, ne. Na koncu tudi otrok ima večje zaupanje oziroma boljšo komunikacijo do starša in tudi, bo rekel, na koncu kompromisi, katere lahko dosežeš, so veliko bolj učinkoviti. Ker, tako smo rekli, samo še 15 za eno uro igro za eno igro Brawl Starsa, ker na koncu res ne vzame 15 minut. Se pravi, proba otrok na nek drugačen način izsiliti nekaj ven. In kar sem se jaz naučil je, da otroka nekaj želi, da bi dosegel ali pa da bo naredil, bo najdel način. Tako ali pa drugače, nekaj bo zihar. Zdaj, če se greš pa res tisto prav strogo starševstvo, da ni ničesar, pa tudi na koncu ni dobro, ker še vsak rab tisto na koncu, neko druženje mogoče, ali pa samo nek pobeg, kako smo rekli, iz realnosti, da se malo sprostijo in ker igre na koncu so. Tako da, če hočete dobro, bi jaz rekel iz izkušenj, kot sem videl, je fajn, da komunicirate, da probate razumeti, kaj počnejo. Vem, da v današnjem času je vsega toliko, da tudi marsikakšen starš nima volje, niti časa do tega, ampak ko neko osnovo postaviš, je potem veliko lažje, se mi zdi naprej, ker pač komunikacija med otrokom oziroma starš otrok poteka veliko lažje, ker pač je zaupanje in razumevanje na koncu. Ne? Ja, in lahko postavim jasne meje, nič ni narobe s tem. Tako. In omejitve, v skladu s starostjo, z vsebino, super. Kaj pa vidva igrata trenutno, za konec? Kaj jaz igram? Jaz se zdaj posvečam najbolj popularni igri trenutno v Sloveniji in to je GTA, roleplay. To so te modifikacije oziroma spremembe, ne vem, če lahko temu reče modifikacija, 5M, No, se pravi sprememba GTA primarno je single player, se pravi igraš neke misije, delaš, se pravi voziš se po mapi, medtem ko to, kar jaz igram, je v bistvu glih to druženje. V bistvu, če na kratko sam povem, kaj igramo,
mesto imaš, ne? In v tem mestu imaš noter poklice, policist, reševalec in polhan drugih, tako kot v resničnem življenju. V bistvu je simulacija resničnega življenja in vsak noter ima neko vlogo, neko stvar, ki jo mora upravljati. In tako se noter tudi najdejo otroci, na tem primeru, oziroma tisti, ki igrajo, niso več samo otroci. Imamo tudi noter igralce, kateri so krko čez 30, da ne bomo rekli, da so igre samo za mlajše. In vsak nekaj najde noter. In to je trenutno ena izmed najpopularnejših igrc. In ja, moja to-go igra. Okay. Jaz sem glih končal DLC od Elden Ringa, Shadow of the Earth 3, kar je, torej jaz imam bolj rad zgodbe, igre, ki jih igram sam, meni je bolj ta torej, izkustev nekih vizualno zanimivih iger z dobro vsebino, dobro igralnostjo, tako da to, pa zelo rad jaz bolj igram te kakšne indie igre, torej te male igre, ko imaš tako 1, 2, 3 ure, pa si skozi, pa zaključiš, pa je neka, zdaj glih včeraj sem igral King of the Bridge, ki je v bistvu, kjer me trol ustavi na mostu in moram z njim igrati šah, ampak on skozi goljufa. In šah nima pravil, kot jih ima šah. Mislim, šah ima njegova pravila in pa moraš tako dolgo igrati, dokaj ne razumeš, kako lahko premagaš ga z njegovimi butastimi pravilami. Okay. Ja. Odlično. Za konec vse goste prosimo še za zaključno misel ob tlesku, ki bi povzela naš današnji pogovor in sporočilo, ki bi ga rada predala vsem, ki poslušajo. Super je igrati, če igramo uravnoteženo pa vsebinsko primerno. Ali mogo prej tlesn? Kadarkoli tlesneš. Kaj praviš ti? Jaz pravim, da igre niso bav, niso nekaj slabega, ampak s pravilno integracijo, s pravilno komunikacijo dosežemo neko ravnovesje med igrami pa resničnim življenjem. Tako da igrajmo pametno. Super, hvala vam za ta pogovor, hvala vam, da ste bili z nami in se slišimo in vidimo naslednjič.